Ja, gremo naprej, ne? Drugi del daje čas, da spoznamo še drugi del glasbenih gostov, tokrat kar dva v studiu, ne? Duet. Ne? Ževža in pa Maja Založnik, lepo pozdravljena. Prvič skupaj, drugače pa že Staša, stalna gosta, ne? Ja, res je. Ja. Tokrat pa skupaj, ne? Tokrat v sodelovanju. Ja, preden gremo k komado in tako naprej, ne? Mogoče oba, vsak posebej, ne? Kako sta preživela letos čas, zdaj, ko še ni bilo to koncertov, kaj sta počela, preden sta naredila skupni komad, kaj sta se ustvarjala? V bistvu komad, mislim, da je zdaj že 1 leto tega, kar je komad bil narejen in smo čakali seveda pravi čas, da smo ga izdali. Drugače pa ja, doma smo bili zaprti oziroma jaz še vedno vsako nedeljo pojem na mojem Instagram profilu. Aha, še vztrajate to? Ja, zdaj jih je bilo 94 nedelj. Za 100 nekaj posebnega pripravljam. Res? Tako da ja. Aha, ne izdaš? Ne še. V glavnem, ja, jaz posvečam svoj čas Arven, hčerki svoji, partnerju Marku, čim več, da smo skupaj, ustvarjam tudi doma. To ti ni časa skoraj ne ostane. Ja, bolj manj časa, no. Ampak se vseeno trudim, delam, pojem, ustvarjam, tudi pripravljam album, v bistvu 5 pesmi, delam z Leonom Žuncem in Tadejem Gruškonjakom, tako da se veselim, no, ko bo kaj novega. Ni pa še ni zdaj trenutno na, bi rekla, sporedu kaj novega, ampak v planu v letošnjem letu vsekakor. Sem pa zelo vesela, no, da smo se že končno prišli do dneva, da smo pesem dali ven in da je tole najno sodelovanje res fajn uspelo. Ževža, dolgo časa se nismo videla, ne? Ja, zdaj v bistvu 3 mesece nazaj. Ja, ali malo več? Ne, ja, novembra, ko sem izdal za Gruhe. A kje je že novembra? Ja, hitro čas beži, ampak... Kaj si od takrat, tistakrat smo točno to pesmo predstavila, ja? Se je prijela? Prijela se je v bistvu, bom rekel, kot maslo na kruh. Res? Tako da ja, je kar stekla ta zadeva ful dober. Se pravim, koga sem že takrat rekel, imam pa zadeve, ki jih imam že odpred, koliko zmajo. Malo sva postila, kar itak, tako kot vin, bolj, ki ga postiš, boljši je. Ja, res, ja. In dejansko, ja, kar laufam, bom rekel, delam muziko, zdaj se je začel malo odpirati, če bo kaj, upam, kar se tiče nastopanja. Drugač pa ja, se me poznaš, se veš, kakšen sem. Ugatim, naredim svoje in grem, ampak ja, kreativa pa skozi, laufam. Od novembra danes si tudi še kaj komad naredil? Ja, res je. Zdaj v kratkem bom spet, zdaj sem si tako v bistvu rekel, na 3 mesece nekaj pade. Na 3 mesece? Ja. Aha, zdaj je policajt enkrat, ne? Ja, zdaj enkrat bo prišel spet čas in malo že delam na tem, da bo nekaj novega, da spet lahko prijem tukaj v oddajo pokazati. Lahko izdamo ali je to še vse zapakiran? Ja, to je še vse zapakiran, pa vse še nekako kuha, neke zadeve, tako da pač pustimo to. V končni fazi sem vesel, da sem izdal komad za Gruhe, da sem izdal zdaj z Majo. 2 fenomenalna projekta in v končni fazi tudi, če se bi zdaj malo vstavil, ne bi bilo nič narobe, ampak se veš, mene ne gre brez tega, da ne bi pisal, delal komade in še vedno ustrajam pri temu. Maja, kako si pa ti s komadi, kdaj bo kakšen nov? V bistvu bilo je že v planu, da bomo v januarju oziroma v februarju, da bom izdala pesem, ampak nekako sem rekla, da bom raje počakala, da se še neke, bi rekla, kocke zložijo, no. Zdaj trenutno z Leonom delava eno novo pesem. Sem zelo vesela, no, da je posebej prvo nastal tekst v slovenščini. Ponavadi, ne vem, zakaj vedno imam tako, da nekako v angliščini napišem tekst, pa ga pol prevedemo. Kar je težje, ne? Ja, ne vem, rasla sem z angliščino gor in sem zelo vesela, no, da sem zdaj tudi bolj začela, no, na slovenščino paziti oziroma razmišljati v slovenščini. Zdaj pa kontra. Ja, tako da upam, no, da čim prej, rada bi sicer v maju, da gre kakšna nova pesem ven, ampak bom videla, no, časovno, kako bo šlo vse skupaj. Zdaj v duhu tega Eurosonga Eme tudi za vaju eno vprašanje, letošnja Ema, ste oba spremljala? Ja, nekaj na pol. Ja, jaz sem spremljala, predvsem v bistvu prijavila sem tudi svojo pesem, ki ni bila zbrana. Si kaj žalostna? V tistem trenutku mi ni bilo vseeno, ampak okej, ni konec sveta. Jo boš objavila? Jo bom pa sigurno, ja. Se še zdaj delajo eni popravki na njej. V glavnem, jaz spremljala sem Emo, nekateri novi izvajalci so me zelo pozitivno presenetili. 4 letos iz Eme Fresh pol tudi v finalu, recimo, ne? Tudi, jaz sem zelo vesela, da je toliko mladih se prijavilo in na Emo Fresh in da smo jih imeli možnost še bolje spoznati, ker so res
kot bom rekla, na mladih svet stoji in res. Kako so ti všeč zmagovalci iz Celja? Točno, ja, Celjani so. Zelo simpatični, jaz sem tudi njihov cover naredila, tako je naslednji dan oziroma čez 2 dni. Zelo v uho gre pesem in taka simpatična, luškani so. So ti kaj komentirali ta cover? So se mi zahvalili, zahvala za cover na Instagramu, ja. Tako da sem bila kar vesela, no. V vsakem primeru bilo kakršnega odziva, pa še posebej z njihove strani. Že ti poznaš komad Letoš zmagovalni, si ga slišal? Ja, in me je najbolj presenetilo to, da ko sem poslušal jih nekje, ko so govorili, so rekli, da so ta komad naredili čistko in da ta komad niso porabili ne vem koliko enega časa, ne vem, ne bom se zdaj, ne me za besedo vzeti, ampak rečem, v enem dnevu so oni naredili vse skupaj. Pa kot sam, ko pišem besedila, mi je bilo ful zanimiv, ker sem ta komad, kot je Maja rekla, ful gre v uho. Pa ko ugotoviš, koliko je preprost tekst. Tako. Pa ne moram reči včasih tudi sam, v čemu kompliciram to, da pa rečem pa Ževža, pa dej, glej to, stari moj. Čim bolj preprosto, ko poveš boljše in zaradi tega mislim tudi, da se tudi tako prime v uho. In tudi ta disko varianta, fenomenalna zadeva, jaz mislim, da bo šlo to čez. Je pa res, da je Eurosong ni sam glasba, kot so že govorila, ja, je treba šov in zdaj je pa tukaj tako, jaz upam, da bojo pripravili en res hud šov tudi, kar se tiče same igre gor, kako ima pa drugače špila na polno, se pravim, hitro gre v uho. Ste kaj spremljali tudi tuje države? V pravici ne. Ne, jaz tudi ne. Din prej, ko sva prišla sem videla, ste vrteli Spaceman? Ja, od Sema, ja. Njega sem na TikToku spoznala, oziroma videla na TikToku, no, in me je zelo navdušil. Potem sem videla, da je letos Anglijo predstavljala in sem ful vesela za In je zelo visoko na lestvici, mislim, da je 3. ali 4. ne? Na prvem mestu presenetljivo Ukrajina, ne? Presenetljivo. Ne vemo zakaj. Ja. Komad je, zdaj enim je všeč, enim ni, ne? Sicer se to lahko obrne, kot da žirija svoje glasove gledalci. Te številke so vedno tak, no. Vedno se pol... Italija, tudi recimo druga, ne? Nam kaže zaenkrat slabo, ampak vprašanje, kako bo žirija, ne? Veš, kaj bom pa rekel, glede tega, pardon, ker sem da prekinil, slabo. Jaz vsaj tako razmišljam, vedno so nam kazali da nekje smo ful visok, pa tam ni bilo. Zdaj pa njih obratno. In bi ful rad jih videl, da bi prišel, ne vem, saj med nekih top 5, 10 bi bilo ful wow. Ne vem, koliko jih je, ampak... Ja, cilj je v finale, 5-10, ne? Finale je že lep uspeh za Slovenijo, ne? Ker velikrat smo se že v polfinalu ustavili. Jaz jim prevoščim, oziroma važno je sodelovati. Zdaj zmagali, če bomo mi zmagali, težka, ampak privoščim... Se si sploh lahko privoščimo tako preditev. No, to je pa tudi... Jaz jim privoščim vse najboljše in da naj čim bolj uživajo tam na tem ogromnem odru, v soju luči in... A mislite, da bi mogli komad recimo oni zapeti v angleščini, da bi nas pač drugi bolj razumeli? Ne, ni treba. Ne igra vloge, ne? Jaz mislim, da predstavljamo svojo državo, svoj jezik. Ja, to je res, ne. Malo pa prednost angleški komadi, ne, ker jih vsi zastopijo, ne. Že to je neka prednost, ne. Veliko držav že v angleščini, več kot polovica letos, mislim, da ne. Hrvaška tudi v angleščini, ne. Ja, točno, ja. Tistega, ko bo pa zanimal tekst, bo pa šel v Google Translate. Ja, če greš njegovo stran, vse piše, ne. Ja, vse piše. Ok, preden gremo na resne zadeve, ne, pa še tudi za vajen glasbeni mini kviz. Tokrat prednost, ker sta dva skupaj, malo si lahko pomagata. Odgovori pa lahko samo eden in reče zadnji odgovor. Popuščanja ne bo. V redu. Ok, tekmujeta zdaj za prvo mesto 7 točk, Kris in pa Dejan Dogaja. To je zdaj prvo mesto. Danes lahko daje premagata tudi Božidarja, ki je izbral vrhunskih 6 točk, ne. Wow. Ok, gremo prvo, res tako lahko vprašanje, če kaj za tiste ljubitelje Eurosonga. In sicer leta 1956 je bil prvi Eurosong. Zanima me samo kje in takoj 3 točke. Imaš kakšne opcije? Imam, če ne bo ta vedla. Ampak to se je na veliko govori. Kje je bil prvi Eurosong? Je bil v Evropi, ne? Ja, vsekakor v Evropi, ampak država... In v neki naši, rekel, neki... Jugoslaviji? Neki bližini, ne? Imava kakšno opcijo, da lahko... Prvo gre za 3 točke, to ne smem pomagati. Ok, za 3 točke. V naši bližini. Rečemo, ja, v naši bližini. Ki je južno. Ja, kaj pa vem. Ne bom več povedal, nič ne bom povedal, že sem preveč pomagal. Ne vem, reč da nekaj.
Kam rekla Maja, Avstrija? Da rečemo Avstrija. Avstrija žal ni, ne? Luksemburg, Švica ali Nemčija? Jaz mislim, da je Nemčija če najbližji pa včasih vprašal. Ja. To sem zdaj rekel, Mislim, blizu, da je ni zdaj da Skandinavija, ne, a veš. Švica ali pa Luksemburg. Ja, to se mi bolj sliši tako. Dej. Maja. Švica. Zadnji odgovor. Zadnji gor, evo, 1 točka za vajo, evo ga. O, Maja. Dobro sem začela, z malo pomoči, ne? Bravo. Okej. Hvala. Zdaj drugo vprašanje pa je že malo težje, ne? Okay. In sicer, koliko stopničk, Irska je najuspešnejša država Eurosonga, to verjetno veta, ne? Okay. Zanima me, kolikrat so bili v bistvu na stopničkah? Ne. Ker da je za... Ja, Nimava odgovora. Ja. na No, tri nekaj, točke. Ampak Ne vem, 10-krat. kako? 10-krat. 10-krat? Zadnji govor? Ja. Ja. Ne, žal ne 10-krat, ne. Opcije pa so 12, 14 ali 16. Še več. Ja, Irska je bila kar, ne. Zdaj sicer zadnja leta pač žal ne, ampak Ja, da rečem. Ja. 14. 14, Ja. če bi rekla 12, bi dal točko. Joj. Mislim, Bo Maja, zdaj bo pa Maja Zdaj me odgovarjala. zanima od teh 12 stopničk, ne, kolikrat so oni v bistvu zmagali. Rekel sem, da je to najuspešnejša država Eurosonga, ne, in to zaradi teh prvih mest, ne, ker prej, če sta poslušala z Wolfom, da ima Britanija 15krat drugo mesto, ampak stopničke prvo mesto šteje bolj, ne. Vemo, ne. Kolajne, Ja, da prvo vsekakor. mesto, ne, prehitejo drugo mesto, ne. Koliko zmag ima Irska? Zdaj že en cajt niso, ampak včasih so pa Jaz sem kar. čisto zelen. 5. Se to je res lahko vprašanje, ker 12 stopničk, ne, od tega je koliko zmag? Ja, 12. Ja, Ni, 12. Sem To bi ni bilo res vseh lepo, 12. ne? Ja, sej. to bi bilo super, ne. Je te pa nekje vmes. 7 bomo. 7. 7, srečna sedmica, ne, Ja. ki vam prinese 1 točko. Evo, Bravo. 2 točki, se pravi, ni 0. Ni zdaj, Saj to, ne. ni, ja. Okay. Bila sta 3krat blizu, 2 točke, super, čestitam, ne. Hvala. No, dobro, zdaj pa vajna pesem, ne. In sicer, naredila ste jo 1 leto nazaj, sta rekla, ne. Zelo zanimivo, zelo nič ni nemogoče, to je tako v tvojem stilu, ne? Tako je. Si ti predlagal naslov? V bistvu ja, jaz sem tudi spisal cel tekst. Vse? Ja. A ti si samo On je, odpela mene, svoj... on je mene povabil, če sem za sodelovanje. To mi je zelo lepo sporočilo na Facebook napisal. Spremljam ga že nekaj časa odprej s talentom in tako naprej. In sem bila zelo vesela, da se je tudi name spomnil. In pa rekel v enem momentu, a si za sodelovanje, za povezovanje. Jaz sem tako odprta in rada sodelujem. In mi je poslal tekst in melodijo in pol sem jaz v bistvu, ko so se dobila v studiu, smo potem naredili refren na nek moj način, no, oziroma Je res. da sem jaz A, zapela da si in malo pol tudi back vokale sem zapela po svojem občutku, tako da sem malo prispevala. No. Maja je, jaz bom rekel tako, jaz njo sem gledal že na The Voice-u in se pravim, to je bil glas, ker sem si rekel, ta glas pa še sem in moram ga imeti. In tako je prišlo do nje. Po si sam čakal, da bo pravi komad, ne? V bistvu pa, jaz sem že komad imel, ampak nisem pa vedel, a je to komad, ki bi ga z njo delal ali ne. In na koncu se pravim, ker sva pa začela delati komad, je pa tako danes, ko ga poslušaš, ne bi jo mogel menjati z nobenim drugim glasbenikom, kot je Maja. Pa Maja, ki je prišla, ona je odbila to. Tako ni zebanci. Res. Hvala. In jaz vsakmo to pravim, to je profesionalna glasbenica, ki ve, kaj dela in jaz tudi, ko sem ji poslal tekst, je sama vedela, kaj mora z njim narediti. Dejansko in si je samo prilagodila moje besede na sebe. A je res? Ja, zelo sem začutila tekst. No. Res je. In zelo pomembno pri nas glasbenikih, da začutiš besedilo, ki ga poješ, ki ga hočeš prezentirati in za katerim stojiš. Nič ni nemogoče. Jaz tudi sama sebi, tudi z mojim zadnjim singlom Voda sem, ti si dlan. Tam ne je cilj in jaz bom vse naredila, da bom prišla do tega cilja. Torej, nič ni nemogoče in vse se da, če se hoče. Res je. In meni je najbolj zanimivo to, da recimo, ko mi kdo, ki me že odprej pozna, ve, da je bil moj moto, recimo vse se da, če se hoče, bil je pa obudi to, kar si in to sva dala dejansko vse skupaj v refren. In tukaj imava skupaj tega, pa nič ni nemogoče, ker ti da isto pozitivo. Ne? Ni negativna beseda, ampak ni nič nemogoče identično, kot vse se da. A ni? Ja, ja.
Ima pa verjetno, tako pri tvojih vseh pesmi, neko skrito nit, rdečo nit, ne? Ja, res je. In to je v bistvu, tako kot sem zdaj rekel, to je v bistvu ta stvar, da v bistvu bo to, kar si vse se da in nič ni nemogoče. Pride pa še ena zadeva, ki moram pa zdaj pustiti, ker ne smem povedati, ampak dejansko to so te pozitivne besede, ki so me spremljale čez celo mojo kariero, teh 12 let, kar jih delam. In so padle dejansko na en refren, tako noter, za nalaž, ampak fenomenalno je izpadal. Tudi sama pesem ima nek, bom rekel, pozitiven duh in jaz osebno si to pesem vedno vzamem, ko grem, ne vem, teč, laufati, zato ker mi daje neko motivacijo in temu smo naredili pa primeren videospot. Ko v bistvu v videospotu smo pa prikazali še Gregata. Grega je pa v bistvu dečko, ki je začel trenirati in je delal vse samo na svoji teži in je prišel do danes tazga Rambota, ki ga vidiš. Ja, dejansko, ja. Tisto gumo razbije. In res ni nič nemogoče, ne. Ni uporabil nobenih stvari, da bi prišel do take mase, kot v bistvu sam, da je delal na sebi, ima danes še večjo disciplino. Res, danes je že tak, da ne more več majice obreči. Jaz sem rekel, tebe je raznesel. Ampak ja, in to je ta stvar, ki me pa v bistvu, jaz vedno pravim, že tudi mlade, ki jih nagovarjam, je šport, disciplina in želja po nečemu, kjer moraš ustrajati in ne smeš nikoga obupati in to je dejansko vse skupaj, tega nič ni nemogoče, poglej si, probi, sam. Če ti rata, ampak ratal ti bo vedno, če boš to hotel. Tako je. Tukaj me je zmajal. Se strinjam, ja. Prej sem jo gledal, pa sem jo hotel imeti, pa sem jo pa dal. Zdaj, Maja, ti pa zelo rada, recimo, takle duete, ogromno si že posnela, to ti kar leži, ne? Ja, kot sem rekla, rada se povezujem, rada z drugimi glasbeniki sodelujem, tudi spoznam njihovo stran In zelo različne glasbenega tudi ustvarjanja. tipe, ne? Ja, Zelo ja. tak, ne? Vse, skoraj vse, no. Da sem že sodelovala in sem zelo vesela, no, ker sem res pridobila nek nov krog ljudi okrog sebe in tudi izrazila sebe na drugačen način, kot smo navajeni. Oziroma. Ja. Mi je pa zelo zanimivo, da sceno, ne, kjer vi pojeta vse na vlaku. Ja, res. Zakaj vlak? Zato, ker vedno sem v življenju razmišljal tako, pa tudi drugi so mi rekel, da ti ne bo vlak spevil. Ni mogoče. Nič ni mogoče. In v bistvu tudi, bom rekel tako, neka sprememba, da ni vse v enem kadru, ampak da imava dve scene različne in tukaj je bila v bistvu cela zgodba namenjena Gregatu v videu, mi da so v bistvu, bom rekel, noter toliko, da sva not, nisva imela neke vloge, tako kot jo je imel on, ki je mogel pač celo zgodbo pokazati, kako je pred iz majice pa do raztrgati majico. To je v bistvu poanta tega spota, da se njega v bistvu nista, vi sta bolj... Poanta je bil cel on. V bistvu midva pripovedujema zgodbo. Tako. Njegovo, ne? In marsikdo se v tej zgodbi najde, da se je trudil in da se še vedno trudi, da pride do svojega doseženega cilja. Kak je bil pa kaj odziv, ko je bil komad, ko ste ven dala? Pa tako, bom rekel, zelo pozitivno. Ja, to je bilo kar divje tudi, iz ene strani, bom rekel, pa tudi spet tako jaz sem začel pažati, da vedno več ljudi me spremlja in mi daje to, že deli to, dobro ti gre. Motivacijo za naprej, ja. Prej ni bilo tega toliko, kot zdaj, no. Sploh po teh dveh projektih, ki sem jih zdaj izdal, je to divje. Dva močna projekta, ne? Ja, res dva močna projekta. Tako da imam še enega močnega, se kar bojim, da je nekdo. Ja, v tretjega radu, ne? Ja. Je super. Zdaj, nažalost, naš čas že preganja, ampak za konec, res bi se vam zahvalil, da sta prišla. Hvala za povabilo. Mogoče vsak eno lepo misel za naše gledalce in gledalce, od tebe pričakujem še posebno misel, ne? Vedno nekaj zverziraš, ne? Zdaj, da si mi dolžen še en vers za gledalce, pa imaš še tudi ti, potem se gremo pa ta spot pogleda, da vidimo, kaj sta naredila. Izvolite. Maja. Ja, jaz vedno pravim, sledite svojemu srcu, bodite zvesti sebi, delajte to, kar vas veseli, poslušajte svoje srce in veliko se smejte. Z moje strani pa tako, že veste, pozitiven kreativc, vedno prav, vse se da, če se hoče, bo to, kar si inače nemogoče. Hvala, ker ste nas gledali.